Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem Majda Mlakar in zelo sem vesela, da bomo tudi danes govorili o eni temi, ki se nas v teh zimskih dneh pravzaprav dotika čisto vseh. Verjamem, da ste tudi vi že opazili, da so vaši lasje nekoliko drugačni, kot so v ostalih delih leta. Bolj suhi, mogoče se lasišče bolj masti, so bolj krhki. Skratka, to ni nič čudnega in niste edini. Vemo, da tudi trenutne vremenske razmere pri tem čisto nič ne pomagajo. V notranjih prostorih imamo topel, suh zrak od centralnega ogrevanja, zunaj hladen zrak, to se pravi dva velika kontrasta. Spet po drugi strani v teh dneh veliko posegamo po pokrivalih, ki nam prav tako lahko razdražijo oziroma hitreje zmastijo naše lasišče. Ampak, glejte, imam dobro novico in ta je, kot že rečeno, niste edini, ki se srečujete s temi problemi in kar je še bolje, te probleme bomo danes naslovili in tudi povedali, kako jih lahko omilimo oziroma celo rešimo z uporabo pravih postopkov in tudi pravih izdelkov, ki jih bomo spoznavali v današnji oddaji DM Live. Spoznali pa bomo tudi našo današnjo gostjo. Prvič z nami v oddaji DM Live, ampak glede na to, da sem z njo že malce pogovorila se in jo malo potipala, mislim, da prav lepo sodi v tole našo družino DM. Tija Imberšič, živjo. Živjo. Najprej najlepša hvala za povabilo. Sem ful fanica DM-a, tako da sem ful vesela, da sem tukaj. In lahko rečem, da tudi mi delimo to mnenje, veseli smo, da si tukaj. Zdaj, glede na to, da bomo danes govorili o negi las po zimi, že prvi pogled na današnjo gostjo razkriva, da ne smo jo izbrali z razlogom. Vidi se, da imaš zelo negovane lase, naj tudi poudarim, tole je naravna dolžina, tukaj le ni nobenih podaljškov. Sicer lasje tudi še niso barvani, ne? Tako je, ampak lahko rečeva, da daš nekaj na svoje lase in da si kar redna pri tej negi, ki jim jo posvečaš. Ja, tako je. A si tudi opazila recimo to razliko, da torej po zimi potrebuješ veliko več nege, izdatne ukrepe za to, da ohranjaš lep in zdrav las? Ja, definitivno vlagam več časa, lih iz tega vidika, ker so lasje tudi mečkam bolj suhi, tudi lasišče je mečkam drugačno. Jaz načeloma tudi velikrat imam kodrčke ali pa si likam lase in se mi zdi, da točno v tem obdobju je fajn, da si čim več lase zaščitam in pa nekako še dodam k negi dodatne izdelke, ker recimo bolj nahranijo, obogatijo cel las, da ga v bistvu pred zimo še nekako bolj zaščitaš. No, karkoli že delaš nekaj prav, to ti lahko povem iz prve roke, pa verjamem, da prikimavate tudi vi na drugi strani ekranov. Zdaj, kaj je tebi sicer pri negi las po zimi največji izziv? A je kaj, kar ti je pa res težko ali pa res vidiš, da moraš pa tam še dodatno poskrbeti za to, da stvari pridejo na svoje mesto? Mogoče res to, kot sem že prej omenila, ta neka suhost las ali pa da se lasje res lomijo, ker enostavno ta mraz in tudi kombinacija vseh kap in kapuc, ki jih v bistvu daš nase, spremenijo nekako cel las in tudi lasje ratajo suhi ali pa čist mastni in je treba to nekako handlati sproti. Iz enega ekstrema v drug ekstrem bi lahko rekli, ampak kot že omenjeno, danes bomo spoznali 5 odličnih izdelkov, ki vam lahko pomagajo tako pri razdraženem lasišču, kot tudi pri suhih, lomljivih laseh. Skratka, vse te težave bomo kmalu naslovili, takoj potem, ko jaz ponovno izpolnim svojo obljubo, dano v prvi oddaji DM Live v letu 2026. A se spomnite, kaj sem rekla? Ja, se spomnite? Ja, seveda, da vas bomo še bolj razvajali in crkljali, tako z našimi točkami, kot tudi seveda z lepimi darili, ugodnostmi, ki smo jih pripravili za vas. Spet jih je toliko, da si bom malo pomagala z listom, tako da vi pa dobro poslušajte oziroma še bolj kot poslušate, najbolje, da se kar odpravite v Kupon Center in tam aktivirate vse kupone. Torej, današnje ugodnosti, ki veljajo do 1. februarja, torej do nedelje, tako v prodajalnah DM kot tudi pri nakupovanju preko spleta so 50-kratne točke na vse suhe šampone Sajos, 50-kratne točke na blagovno znamko Garnier Fructis, 50-kratne točke na Sobrina Bye Bye linijo izdelkov, 50-kratne točke tudi na linijo izdelkov Balea Professional Tiffen Reinigung in pa 50-kratne točke na celotno linijo Balea Plex.
res lepe ugodnosti in hkrati dodajamo tudi še lepa darila. Tokratni darilni paketi bodo sestavljeni z izdelki za nego las, podarili pa bomo tudi darilne kartice za Fem frizuro v DM studiu. Tako da, res lepe nagrade, držim pesti za vse vas. V tem našem velikem bobnu za žreb ste vsi, ki ste prisotni v naši aplikaciji Moj DM, tako da se splača, torej biti v naši družbi od začetka pa do konca. Nagrajence pa razglasimo na spletni strani DM v nekje enem tednu. Smo v živo, to itak veš, jaz smo te malo pripravili na to, da danes mogoče dobiva tudi kakšno vprašanje v živo, naša klepetalnica je odprta, tudi naše moderatorke so pripravljene, tako da kar dobrodošli, da kaj pokomentirate, kaj vprašate. Danes je res ena taka tema, se mi zdi, kjer lahko vsak od nas s kakšno svojo osebno izkušnjo pripomore k temu, da se skupaj naučimo več, pa da mogoče tudi skupaj rešimo oziroma naslovimo kakšen lastni problem. Začeli bova pri lasišču. Se mi nekako zdi, da kar se tiče peelinga obraza, smo to že nekako osvojili, ali pa peeling po telesu. Ampak peeling za naše lase, za naše lasišče, je pa za koga mogoče še vedno malce bolj nov koncept. Prej sva rekli, da nas sploh po zimi lahko pesti tudi recimo kakšna težava z lasiščem, kot je ali preveč suho ali pa preveč mastno lasišče oziroma razdraženo lasišče. Kako ti poskrbiš recimo za to? Ja, meni se ljudje velikokrat zanemarimo lasišče, še posebej v teh časih, ampak dejansko moramo vedeti, da je pač lasišče koža, tako kar kjerkoli druge in moramo še posebej negovati to. Zato, ker tukaj se las začne in od tega pač potem poteka naprej nega. Zdaj, kakor smo menili tale peeling, bi jaz mogoče samo rada povedala, da ko sem se prvič spoznala z njemu, sem takoj na peeling pomislila, kakor tisti cukrast peeling za kožo. To se pravi fizični, a ne ta, ki ima noter, to se pravi ali na sladkorni ali pa solni bazi, a ne? Tako. In v bistvu pri tem je pa tekstura majčkeno drugačna, logično, ker je za lase, in je v bistvu kakor tak olje, taka tekstura olja. In meni se recimo zdi smiselno to, kar si rekla, nego las je treba začeti pri našem lasišču in Balea Professional Peeling za lasišče, torej izdelek, ki ga predstavljava kot današnji prvi izdelek, se res bojuje tako proti suhemu, občutljivemu ali srbečemu lasišču, pomiri ga. In kot že rečeno, ne si predstavljati, da bo to dejansko fizičen peeling vašega lasišča, gre dejansko za tekočino, no pa se v bistvu najbolje, da kar pokaževa in tudi predstaviva tale zelo priročen aplikator. Torej, jaz bom zdaj malo pokazala, da si boste predstavljali, kakšna tekstura je to. No, takole, ste videli. V bistvu gre čisto izključno za takšno vodeno strukturo, verjetno se je zdaj rahlo videlo, skratka. Ja, tudi von v bistvu nima čisto nobenega posebnega vonja, tako da to je itak neki izdelek, ki ga boste potem seveda sprali z lasišča. No, ko sva že ravno odprli, mogoče še to, zelo priročen aplikator. Ti je bilo lahko tole nanašati, ne? Zelo. Definitivno, ker kakšni oljčki oziroma ostali izdelki za lasišče imajo v bistvu samo, da zavrtiš in daš na roke in pol nadaljuješ. Naneseš, Tukaj je pa zelo priročno, da je dejansko aplikator majčkeno daljši in greš lahko po linijah čez cele lase. Lahko kar pokažem. Takole, ja. Tako, ja. In v bistvu dosežeš čisto od začetka do konca las. In greš to v bistvu po celi dolžini, čisto tukaj zadaj do torej temenskega dela, s tem res lahko dosežete in nagovorite celotno kožo vašega lasišča in mislim, da je to fantastična zadeva. Deluje tudi na podlagi teh nežnih kislinc, 4%, tako da gre v bistvu za en tak rahel, ampak res zelo rahel kemični peeling, tako da brez skrbi ne boste poškodovali, tudi če imate občutljivo lasišče, ne bo nobenih težav v smislu preobčutljivosti, ker mi, kot sva že prej rekli, peeling res po večini povezujemo z nego obraza, z nego telesa, ampak kot si tudi ti rekla, pomemben je pa tudi za nego lasišča. To bi bila lahko, kot rečeva, neka dobra osnova za nadaljnjo nego las. Tako, se strinjam. Pa tukaj pri tem peelingu je tudi zelo dobro tudi to, recimo jaz sem pri sebi opazila, da tudi prhljaj je v bistvu zelo manj opazen, ker se mi zdi, da zelo veliko ljudi se spopada z istim problemom, da imamo pač veliko prhljaja in se kar že naslednji dan po pranju se opaz. Se mi zdi, da dejansko, če lepo poskrbiš za lasišče, se zna ta prhljaj pomanjšati oziroma je manj viden. To sem tudi recimo jaz pri sebi opazila, da zdaj
praktično skoraj da nimam več problemov s tem. Komu bi ti recimo namenila ta izdelek? Ali pa komu ga ne bi, kar ti je lažje? Ja, dejansko vsem, v bistvu, ker se mi zdi, da je tak korak v rutini, ki ga dejansko morajo imeti vsi, mislim, po mojem mnenju. No? In jaz, kot sem prej rekla, lasišče je res tako pomembno, recimo mogoče, če imate res tanke lase, mogoče celo bolj, ali pa če imate res suho lasišče, pa imate mogoče res prehlaj, mogoče takim bi še bolj priporočala. Ja, tako. Sicer pa nikoli ni prepozno, da začnete razvajati ne samo svoje lase, ampak tudi svoje lasišče. Mogoče bo prav ta vrhunski Balejn izdelek peeling začetek vašega novega popotovanja oziroma začetek vaše nove lasne rutine. Ko recimo naredimo nek ta peeling, je logično sosledje, ki sledi, seveda dober šampon. Prej smo se že pogovarjali, da je dobro, da so izdelki, ki jih uporabljamo pri negi las po zimi, hranljivi. Hranljivi, mogoče še s kakšno dodatno sestavino. Skratka, nekako je pomembno, da res tako lasiček kot tudi las čim bolj nahranimo. Pred nama je Fructis šampon za lase SOS Repair, kot že samo ime pove. Gre za klic v sili, ko so naši lasje res torej izsušeni, ko potrebujejo malo življenja. Šampon je namreč obogaten z izvlečki olja indijske, kosmulje in kerafilom, tako da obnavlja površino las in zapolnjuje tiste razpoke v laseh, ki so torej nastale zaradi zunanjih dejavnikov. Danes smo jih že ogromnokrat omenili, tako da se veste, od suhega zraka, vlage, skratka vse to je tisto, kar poškoduje tudi strukturo našega lasu. Kaj tebi všeč pri tem šamponu? Kaj bi izpostavila? Prvo stvar, ki bi jo izpostavila, moram reči dvon. Bomo preverili. Kar preveri, ja. Je, ne? Tako, vse veste, to se pravi, to so sadni šamponi in tudi von je tak osvežilen. V bistvu nam sredi zime prikliče malo tega poletno-pomladnega občutka, meni osebno ta von. Tako, pa mogoče, da ne izpostavljamo samo vonja, kakor pri vseh izdelkih v bistvu lahko, je dejansko že nek občutek, da deluje, ko si dejansko lase pereš. Se pravi, čutiš, da se ti lasje majčkeno zmehčajo, tudi dejansko pol, ko si jih posušiš, lahko imaš tak feeling, kot da letiš. Tako da ja, pa dejansko to, da ti nekdo pohvali lase, kako ti dišijo, moram kar reči, da recimo mene je par dni nazaj moj fant pohvalil. Tako da je bil zelo lep kompliment, moram reči. Seveda, in tudi sploh ženske vemo, lasem rečemo tudi naše naglavno okrasje in seveda z rednim in doslednim nego, z dosledno nego bomo poskrbeli, da bomo res lahko pač ponosni na to naglavno okrasje še naprej. Ti sicer kolikokrat? Dvakrat, trikrat šamponiraš, enkrat? Jaz načeloma, to bo mogoče zdaj mečko nogabno, ampak jaz si peram lase enkrat na teden, res po potrebi dvakrat, če grem glih v fitness fulkrat pa to, ampak načeloma so nekako moji lasje navajeni, ne vem kako se je to zgodilo, ampak so se nekako navadili, da se pač ne zmastijo tako hitro. Kolikokrat jih pa našamponiraš, ko si pereš lase? Enkrat, dvakrat? Dvakrat, to pa definitivno. Tudi jaz. In mislim, da je tudi nekako priporočilo v tej smeri, če želimo res dobro očistiti lasišče. Seveda, nam bo pri tem še dodatno pomagal predhodni korak peelinga, potem pa torej vsaj dvakratno šamponiranje. Je pa zanimivo, ko recimo drugič šamponiraš, rabiš občutno manj izdelka. Se vidi, da je lasišče že malo bolj sveže, že malo bolj čisto. Na začetku rabimo malce večjo količino izdelka, da lahko torej nekako vso to mast in te odmrle delce kože odstranimo. Potem pri drugem šamponiranju pa res vidimo, tudi hitreje se oblikuje ta pena, več jo je. Si tudi kaj masiraš recimo med šamponiranjem? Ja, definitivno. Mogoče pri peelingu mečkam več, zato ker je res pomemben, da se pač upije. Tudi pri šamponu, mislim, jaz si velikrat tudi pomagam s tistimi okroglimi masažerji, ne vem, kako se to reče. Z temi krtačami za masažo lasišča, ampak torej tistimi, ki jih uporabljamo že med tekom samega pranja lasa. Tako, te se mi zdijo ful priročni so, tako je. Za tiste punce, ki imate mogoče majčkeno daljše nohte, pa ali se bojite, da jih boste zlomile, ker tudi meni se to dogaja,
lahko zelo hitro dosežeš dejansko vse lase, brez da dejansko uporabljaš prste. Tako in tudi v vsakem primeru je masaža lasišča vedno dobra, vedno dobrodošla, pospešimo mikrocirkulacijo, kar pomeni, da so tudi lasje ne samo bolje očiščeni, ampak tudi bolj sijoči, bolj negovani, bolj zdravi. In v resnici zdaj, ko smo nekako pri drugem koraku, pri šamponiranju, ugotavljava, da so vsi te koraki pri zimski negi las v resnici zelo pomembni. Prav nobenega ne smemo izpustiti, pomembno je doslednost. Če želimo res neke rezultate na daljši rok, je zagotovo pomembno, da stremimo k temu, da smo redni in dosledni pri sami uporabi. Mogoče še to, kakšen nasvet za pranje las po zimi, imaš ti mogoče še kaj, kar bi nas opozorila, dodatno spomnila, ali se ti zdaj smo nekako povzeli vse? Načeloma mogoče to, da se ne tuširamo s prevročo vodo, kar moram priznati, se mi zdi, da je pri ženskah še posebej kar težava. In se mi zdi, da tudi za lase je boljše, da si jih z majčkeno bolj mlačno oziroma mrzlo vodo spiramo. Sploh zadnje pranje, pravijo, da to še tisto dodatno piko na i za ta sijaj naših las. Skratka, ko gledam tebe, vidim, da nekaj delaš prav, tako da vse tvoje današnje nasvete bom vsaj jaz zagotovo upoštevala. Po peelingu, po šamponiranju pride na vrsti še en korak, ki ga sploh dolgolaske nikoli ne izpustimo. To je seveda balzam za lase. Sabrina, balzam za lase Bye Bye Week. Meni je že samo ime zelo všeč, je zelo zgovorno. Šibki lasje, adijo, niste zaželjeni. Mimogrede tudi ne pozabite na naše kupone, ki vas čakajo v kupon centru in vam prinašajo 50-kratne točke, veljajo do 1. februarja. Med njimi seveda lahko izkoristite to tudi na tale izdelek, ki ga zdaj predstavljava. In ja, kakovosten balzam je zlata vreden. Všeč mi je, kot sem rekla, že njegovo ime, še bolj pa mi je všeč njegov učinek in predvsem von. Se pravi, čujem, spet bova začeli z vonjem, ampak danes imava res tako dišeče izdelke, da mi je žal, da tega ne morem deliti tudi z vami preko ekrana. A ne, no? Ja. Mislim, meni sicer, pa verjamem, ker sva prej klepetali, da tudi tebi je po svoje stresno umivanje las, sploh, ker smo dolgolaske, pa je to res kar en tak obred, dolgo traja. Ampak moramo si narediti znotraj te rutine tudi korake, ki so nam sproščujoči, ki so nam dragi, zato ker potem bomo to rutino lažje in bolj uspešno upravljali. In se mi zdi nekako, da to so recimo von, prijeten von, to je ta sladkorček, ki nas pa mogoče vseeno malo spodbudi, no pa dajmo zdaj te lase oprati, pa se jih bomo pol posušili, potem bojo pa fajni, pa bodo mehki, pa sijoči bodo, pa dišali bodo. Kaj bi se pa recimo zgodilo, zdaj čist direktno, da bi ti uporabila samo in izključno šampon brez balzama za lase? Kaj bi bilo? Iskreno si sploh nočem predstavljati tega scenarija. Verjetno si jih ne bi sploh mogla razčesati, oziroma bi bilo to zelo težko. Ne vem, dejansko jaz balzam uporabljam nekako od polovice las naprej, ker je tudi dejansko tista vidna razlika, ki si umivaš lase, da so pač kar naenkrat postanejo gladki. Jaz tudi rada počakam, da se balzam majčkeno upije, počakam minutko, 2 minutke, 3 minutke, da naredi tisti svoj učinek, pa pač sperem. Pa se mi zdi, da je tukaj tudi pomembno, da z balzamom ne pretiravamo, ker včasih je manje več. Tako, jaz recimo, ko sem bila v osnovni ali pa v srednji šoli, sem kar kup tega gor dala, ampak... Potem pa zgubiš volumen, pa lasje se res potem hitreje zmastijo, ne? Tako. Ampak v resnici, če bomo balzam uporabljali zmerno in v predpisanih količinah, to se pravi, zdaj jaz bom povedala, koga jaz uporabljam za to svojo dolžino, ne? Recimo jaz ga nekje, pogledamo takole, nekje do en takle kupček, recimo 2 zvrhani veliki žlici, takole, da mi pride nekako takole. Si ga pa prav tako tudi jaz nanašam od nekje tukaj naprej dol, ker nihče ne želi imeti, res pač nihče ne želi imeti teh mastnih las ali pa po možnosti, sploh dolgolaske, imamo tudi to težavo, da potem ta volumen zelo hitro pade, tega tudi nočemo, Definitivno tudi pri puncah, recimo jaz imam zelo težke lase, ker imam tudi goste, pa take malo bolj debele lase in se mi zelo hitro zgodi, da zgubim volumen. Tako da jaz sem ful pazljiva, kaj dajem dejansko na svoje lasišče in balzama ne dajem na lasišče. Tako. Balzam je torej nekje od, bom rekla, sredine dolžine las navzdol, absolutno
količino in višino, do kam ga boste nanesle, prilagodite temu, ali so lasje barvani, ali so blanžirani, ali jih svetlite. Ne? V tem primeru sigurno mogoče balzama potrebujete več oziroma bolj dosledno. Ker vemo, ne, pač bolj sušeni lasje ga seveda potrebujejo več kot mogoče, ne vem, tvoji lasje, ko še niso bili barvani, ne, seveda, da pač je tudi tukaj nemogoče situacija malce drugačna. Imaš ti kakšen trik, kako lahko z balzamo iztisnemo še več, da res dobro deluje, sploh po zimi? Ne vem, jaz sem slišala, da si ene punce potem, ker lasje še malo sušijo, da malo to s toploto še dodatno pospešijo torej učinkovanje samega balzama. Ja, mogoče res nekako ta trik, da res pustiš balzam. Jaz sem zdaj tudi slišala že, da si na pol mokre lase dajo balzam, ampak tega še nisem probala. Da jih malo sušijo prej, ne? Tako, tako. Načeloma pa, ja, se mi zdi, da je to nek korak, ki ga pač ne smeš spustiti, no, po moje. Pa sva spet pri doslednosti in pri tem, da imamo lahko doma na polički najboljši možen izdelek, ampak če ga ne bomo uporabljali, seveda ne bomo morali žeti njegovih koristi, ampak mislim, da s tem Sobrininim balzamom za lase Bye Bye Week ne boste imeli teh težav, ker vas bo že sam vonj in pa seveda vrhunski efekt prepričal v to, da se ga splača in da ga je vredno uporabljati. Si pa že rekla, torej držimo se konic, a ne, če želimo nekako zadržati tudi volumen in pa predvsem to počnemo redno, zvesto. Wow, se opravičujem, malo moram še povonjati. Ne, res lepo diši. Ja. Kaj bi rekla, po čem je to vonja? So to maline? Tak nek svež, mogoče kakšna vrtanca, mogoče. Mogoče, čakajte, da vidimo, če kaj piše. Repito. Aha, ima pa še biotin notri, ne? Biotin je sestavina, ki zelo lepo krepi lase, pa kofein, ki tudi pomaga pri sami prekrvavitvi še dodatni lasišča, tako da pri tem balzamu ne boste imeli težav, da bi potem volumen padel, a ne, zato ker če je noter kofein, sigurno poskrbi tudi za to želeno živahnost naših las, ampak hkrati ne, da so pa preživahni, ker vemo, prej smo se tudi že pogovarjali, kaj je še ena od tistih zadev, ki nas pozimi zmotijo, na elektreni lasje. Vse veste, oblečemo pulover, jakno in lase imamo takole. Skratka, pri redni uporabi balzama se lahko izognemo tudi tej težavi in tudi Bye Bye Week Sobrinin balzam nagovarja prav te težave. Tako da, kot že rečeno, biotin in kofein zelo pomembni sestavini, ki vam bosta pri tem pomagali. Četrti izdelek. Prej si rekla, da je to izdelek, brez katerega ti živeti ni. Tako, res je. Verjetno jih imam nekje v predalu praznih žene 10, iskreno, tako da sem res velika fanica tega izdelka. Sajo šampon za suho umivanje las Volume, torej nekaj, kar bo mogoče pomagalo pri tem, da si lase namesto 2-krat ali 3-krat lahko operete samo enkrat na teden. Kako nam v zimskih dneh lahko pomaga suhi šampon, kot je recimo Sajos? Ja, definitivno, še posebej, recimo jaz hodam ful v fitness in dejansko, da si ne perem las toliko velikrat, si pač samo, ja. Pospreješ. Tako. Ja, in se mi zdi, da moramo se pa vseeno zavedati, da to ne nadomesti dejanskega pranja las, vseeno je pač treba celo nego narediti, ne moramo zdaj vsega nadomestiti s suhim šamponom, ampak je pa definitivno zelo priporočljivo za tiste, ki se vam mudi, kar se nam vsem. Dajmo biti realni. Tako, ne vem, lahko si ga daš hiter pred službo, pred šolo gor, pa jaz sem opazila, da ima pri meni večji učinek, če si ga posprejam gor, že preden se mi dejansko lasje zmastijo. To se pravi, kaj, drugi, tretji dan po pranju? Tako. Se mi zdi, da takrat, ko se mi že v bistvu lasje dajo v tiste, kako bi temu rekla, kakor že čopke. Ja, to se pravi, ko se že definirajo, ko se že malo zmastijo in se začnejo združevati. Upam, da ste razumeli. Takrat je že počas prepozno. Takrat že najboljš, da greš uprat lase. A veš, da jaz sem že celo slišala, da si ga dajo določene punce, tudi fantje seveda, takoj po samem pranju. Zakaj? Ne toliko zato, ker bi potrebovali osvežitev las, ampak bolj zaradi tega volumna, ki ga seveda tudi naredijo suhi šamponi. Mogoče samo še to. To je res idealen produkt v tem norem, hitrem tempu življenja, ki pa je dobro ga tudi primerno kombinirati z ostalimi preparati. Zakaj?
ko se lasje začnejo umivati in so bili recimo prej, ne vem, 2-krat, 3-krat nasprejani s suhim šamponom, se te stvari seveda odlagajo na našem lasišču. In dobro je, da takrat poskrbimo tudi za seveda peeling našega lasišča, tako da jaz sem se zdajle samo na hitro malo vrnila še na naš prvi današnji izdelek, torej na Balejin peeling za lase. Ta dva izdelka sta v bistvu odlična kombinacija, pa ne govorimo o istočasni uporabi, ampak dejansko, ko uporabljate suhi šampon, dajte se potruditi tudi pri tem, da ko umivate potem lase, da res dobro zdrgnete lasišče, da ga pripravite na to, da spet malo zadiha, preden ga ponovno na nek način malo zapacamo, se kaj pa naredimo drugega, ampak če ta balans nekako štima, potem to ne predstavlja nobene grožnje ali pa ne predstavlja nobene teže prehude za naše lase. Če se zdaj mi postaviva v vlogo, da naj jo mogoče gledajo ljudje, ki niso še nikoli v življenju uporabili suhega šampona, zakaj mu morajo dati priložnosti? Zakaj? Jaz bi definitivno rekla, če še niste probali, dejte, če vam ne bo všeč nič hudega. Ja. Ampak se mi zdi, da za probati pa je iz tega vidika, ker ti lahko prehrani pač čas. In se mi zdi, da glede na to, koliko je pomembno to, da smo nekam točni, ti lahko v bistvu prehranim veliko časa zjutraj, recimo ne zamudiš v šolo, ne zamudiš na sestank. Po drugi strani je tudi to res, da je priročen za torbico, če mogoče tik pred zelo pomembnim sestankom rabite še malo dodatne samozavesti. Jaz vem, da meni oddajo zagotovo urejeni lasje, ena od stvari, zaradi katere se počutim bolje v dnevu. Tole je zadevica, ki jo lahko uporabite kjerkoli, kadarkoli. Mogoče še pravilna uporaba, ker ga pač tudi ti že kar nekaj časa uporabljaš, kaj bi rekla, da je pomembno? Da ga ne špricamo preveč do blizu, verjetno, ne? To pa mogoče, da si ga ne daš preveč. Meni se je že nekajkrat zgodilo, da sem šla čist bela v službo in pa sem šele pogledala v špegel, pa sem bila tako, oh my god. Malo je treba masirati noter, ne? Je treba si počesati, res mogoče merkati, da ni preveč. Tako, komu bi ga ti sicer priporočila? Imaš kakšno posebno skupino ljudi, ki bi rekla, dobro, tisti, ki se jim mudi, ne, recimo, mogoče športniki? Mogoče športniki, ja. Se mi zdi, da jaz se tukaj ful poistovetam športniki, ker sem sama športnica in dejansko, ne vem, po neki telovadbi je zelo dobra alternativa, da dejansko uporabiš, brez da si nekako pereš lase vsak dan, po vsakem treningu. In še ena super ugodnost, ki vam samo še dodatno prikimava, da če še niste, je zdaj pravi čas, da preizkusite suhi šampon. Na vse Sajo suhe šampone imate 50-kratne točke od danes pa do nedelje 1. februarja, pa ne samo na Sajo suhe šampone, ampak tudi na blagovno znamko Garnier Fructis, pa na Subrina Bye Bye linijo izdelkov, tudi na 50-kratne točke na linijo izdelkov Balea Professional, Taifun Gröning in 50-kratne točke na celotno linijo Balea Plex. Skratka, vse te ugodnosti seveda podrobno zapisane tudi v aplikaciji ali pa še lažje, greste v kupon center in tamkar aktivirajte vse kupone, ki so, ker vse, kar lahko s tem pridobite, so samo še dodatne in dodatne ugodnosti. Tako, mi da pa se zdaj nekako seliva še k našemu današnjemu zadnjemu izdelku, ki je pika na i. In nekako zaključek te zimske nege las. Če zdaj na hitro ponoviva. Začeli smo z dobrim peelingom, malce rahlo kislinskim, takšen, ki odgovarja našemu lasišču. Potem seveda nadaljevali šamponom, ki je bil še dodatno obogaten, dodatnimi sestavinami, ki nekako zgledijo naše lase in jim nudijo SOS Repair zaščito in pomoč. Po šamponu pride na vrsto balzam. Tako je. Midve so povedali, da brez balzama itak ne morva in verjamem, da se strinjate tudi. Vi tiste dolgolaske nama zdaj itak vneto prikimavajo, pa tudi tisti s krajšimi lasmi ste verjetno opazili kar precejšnjo razliko. Potem suhi šampon, brez katerega nam živeti ni, zato ker pa živimo v hitrem tempu življenja, hkrati bi bili pa radi vedno urejeni in kar se da sveži. Zadnji izdelek danes pa, kot že rečeno, pika na i in tudi, bom rekla, sijaj, ki nekako lepo zaključi in zaokroži našo podobo. Ga ti uporabljaš v svoji lastni rutini, Tija? Definitivno. In to kar redno, po vsakem pranju oziroma včasih dejansko, ko imam na pol posušene lase, si ga kar dam in pol, ko so tudi dejansko suhi. Se mi zdi, da
Jaz ful pazim na moje konice, ker tukaj se dejansko zelo hitro opaz, kakšno imaš nekako nego. Tudi recimo midve, ki se zdaj takole na blizu pogovarjava, se zelo hitro opazijo se konice. Ne? No in kaj praviš? Tvoje so super. Tvoje so pa danes tako lepo obdelane, da tudi če bi bile, ne bi videla. Tako so skodrane, da jih sploh ne vidiš. Se je znašla. Tako da, ja, dejansko jaz sem zelo velika oboževateljica, fenica oljčkov, tako da, ja. No in recimo tudi tale, ki je tukaj le pred nama, torej Balea Professional Plex Care olje za lase je olje, ki pomaga pri intenzivni negi las, obogaten je s tehnologijo Intense Repair, ki pomaga krepiti strukturo las, obnavlja tudi kemično obdelane in poškodovane lase, tako da vse tisto, kar na nek način nagovarja, vse te tudi, bom rekla, dejavnike, ki si jih sami povzročamo, ne samo zunanje dejavnike, ampak torej tudi to toplotno obdelovanje, bodimo iskreni, tudi če las ne likate oziroma ne kravžljate, ne frčkate, že, če ne drugega jih posušite s fenom za lase, že to je na nek način toplotna obdelava in že v tem oziru je dobro, recimo, da lase zaščitimo tudi z oljem. Kako uporabljaš ti tole olje? Spet koničke, ne? Ja, koničke v bistvu, balkane. Recimo, uporabljam ga tudi, če grem recimo kam ven, ker, kakor smo prej omenjali pri šamponu oziroma balzamu, se velikokrat zgodi, da se tako naelektrijo. In če vzameš mečkan oljčka, ga daš med dlani, pa ga samo na hiter nekako potegneš skozi svoje lase, se lahko izogneš tem laskom, ki tako štrlijo ven. Ja, tej statični elektriki, ki jo je poleti ogromno. Se veste, preverjamo še von, zato ker to je eden od izdelkov, ki ga zadržimo na laseh, kar pomeni, da je pomembno, kako diši. Prijeten von. Neusiljiv, tako da brez težav ne boste tepel z vašim parfumom, brez skrbi. Ampak je pa zelo, zelo prijeten in mogoče, če pokažemo še strukturo, a ne, takole. Boš mogla kar malo brez stisem? Ja, vidim. Ja, ampak vidite, bogata, zelo bogata, kremozna, ampak hkrati dovolj lahka, da ne bo preveč obtežila vaših las. Tudi prijeten von. Ja, lejte, če imam jaz to že na dlanih, bomo dali pa še malo na lase, ne? Da ne bo šlo v nič. Tako. Sej, v bistvu sva prej rekli, lahko damo še na mokre, lahko na vlažne lase, lahko in na mokre in na vlažne, seveda odvisno od tega, kakšen efekt želite, kako zelo so vaši lasje poškodovani in kakšno izdatno nego potrebujejo. In res lahkotna struktura. Mogoče se to tudi še zdaj vidi, no. Vse se je že upilo. Jaz bi tukaj pri tem oljčku mogoče še dodala, da tudi jaz sem imela strah na začetku, da bojo moji lasje bolj mastni delovali, kakor se mi zdi, da tudi veliko punc se s tem lahko poistoveti, ampak dejansko, če se izogibamo lasišča, nimate nič za skrbeti. Tako je. Pač držite se konic, oziroma kot že rečeno, če gre za bolj poškodovane lase, pa seveda lahko tudi malo višje, ampak ne bo vam to vzelo tistega volumna in polnosti las, ki jih imate, tako da kar brez skrbi. Itak pa vemo, najlepše frizure in najlepši lasje so tisti lasje, ki so negovani, vsaj zame iskreno in osebno. Se strinjam, ja. Ne mirim lepih las po tem, ali imajo ta pravo barvo ali ta pravo obliko, ampak potem, če so negovani. In če so negovani, potem mislim, da sploh ne moramo nekaj zgrešiti. Tako, tudi se mi zdi, da pri ženskah je najboljši feeling, ko imaš dejansko oprane lase. Tudi če nimaš make-upa gor, tudi če nisi zrihtana, kar se outfita tiče, se mi zdi, da že oprani lase so toliko dober feeling, da se kar boljš počutiš. Tukaj se pa strinjam s tabo, Tija, in marsikaj danes sem ti z veseljem prikimala, super gostja si bila, hvala lepa. Najlepša hvala tebi. Verjamem, da nisi bila zadnjič v naši družbi, čeprav si bila danes prvič, si dobro prebila tale let, verjamem, da si tudi ti uživala v naši družbi. Zelo. Ja. Hvala lepa seveda tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Se veste, zelo veliko nam pomeni vaša družba, vaša udeležba. Držim tudi pesti, da boste prav vi med tistimi nagrajenci, ki jih bomo v roku enega tedna objavili na DM-ovi spletni strani. Še enkrat vas spomnim tudi na vse kupone, ki vas čakajo v kupon centru in na trenutek, da jih aktivirate in izkoristite vse lepe ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Sicer pa tole je bila naša zadnja januarska oddaja. Prvo februarsko dočakamo 10. februarja.
sadja, tako je. Jaz sem raje preverila, da slučajno ne ustrelim kakšnega kozla. Sicer pa bomo kulinarično razpoloženi. Če ste še mogoče na kakšni dieti, priporočam, da si naslednje oddaje ne ogledate lačni. Govorili bomo namreč o kulinaričnem popotovanju z DM-bio izdelki in seveda spet super goste, ki bodo še dodatno obogatili našo oddajo in pa seveda vaša družba, ki nam pa pomeni največ. Tako da hvala, ker boste in pa vse lepo do prihodnjič. Čau!